Darling, the Roof is Leaking je nastala na povabilo Galerije Društva likovnih umetnikov Ljubljana, ki pripravlja v bistvu zdaj že nekaj let cikel razstav Mladi kurator, mladi umetnik. Mojemu povabilu se je odzvala umetnica Janja Kosi in nastala je razstava, ki je v bistvu njena prva samostojna razstava. Ta razstava je v bistvu točka v dlje časa trajajočem procesu in v bistvu zaokrožuje en lep kos njenega dela na način, da v bistvu nekako pojmovno povezuje vprašanja, s katerimi se je ona ukvarjala torej kar nekaj časa. Dela, ki so tukaj na ogled, torej imajo prvo skupno točko v tem, da vsa izhajajo iz risbe, ki je nastala po umetničinih sprehodih, do prvega obiska, jasno, njej popolnoma neznanem kraju. Takrat nekako so nastajale tiste prve oblike, tisto prvo oprijemanje nečesa, kar je pri neznanem kraju že takoj poznano, nekaj, kar je vsem krajem jasno skupno. V tem smislu je bil ta kraj sprva v bistvu ena praznina. Praznina, ki jo vsi vedno znova napolnjujemo. Kadarkoli, kdorkoli od nas vstopi v nek nov prostor, postopoma začnemo to praznino napolnjevati najprej s prvimi vtisi, s čustvi, z vedenjem, s predsodki, kakorkoli že. Torej, ta praznina v resnici spet postane ena izmed skupnih točk tudi tokratne razstave. Začetno vprašanje, ki je privedlo do te razstave Darling, the Roof is Leaking, je bilo v bistvu vprašanje percepcije prostora, torej moje lastne percepcije, kako zaznavam prostor. Gre za daljši proces, ki se je nekako začel z zemljevidom Ljubljane, ki označuje degradirana urbana območja. Ta zemljevid sem razrezala in si izbrala en predel, v katerega sem se odpravila na sprehod. Šlo je za bivalni predel Rakove Jelše, kraja prej nisem poznala, torej mi je bil popolnoma tuj in nato sem potem iskala, kako se jaz orientiram v prostoru, kako ta vpliva na mene. Na sprehodu sem delala skice, fotografirala, na koncu je sledil še en tekstovni zapis in potem je bilo delo v ateljeju kot nekakšna analiza vseh teh nabranih vtisov in so se začela nastajati umetniška dela. Nekako je zdaj ta razstava, tale končna razstava Darling, the Roof is Leaking nekako tretji del, torej zaključni del celotnega procesa. Prvi del, ki je z naslovom ABCN XY gre pač za, to je forma zapisa koordinat, torej točno specifičnega kraja, ki pa seveda zaradi teh neznank ne podaja točnega, kje se ta kraj točno nahaja. Ta prvi del je bil v bistvu nekakšen zgolj nabor vseh teh vtisov, nekakšne prve interpretacije. Naslednje poglavje je bilo Manic Dream Pixie Place, ki se je že bolj obračal v vprašanje nekega virtualnega prostora. Tale zadnji del pa je v bistvu že zelo izčiščena, začele so nastati zelo izčiščene forme, ki v bistvu z prvotnim krajem več nimajo veliko skupnega, so se že zelo odmaknile od njega in pač se res ukvarja predvsem z to nekakšno mojo lastno percepcijo. Torej, poleg te izhodiščne točke, poleg teh nekih pojmovnih točk, ki so se postopoma začele kazati, je tem delom skupna tudi ena težnja po prepustnosti, pretočnosti, zračnosti. Nakazujejo na to, kako izmuzljiva, težko ulovljiva, težko oprijemljiva pravzaprav je percepcija prostora, kako se spreminja,
kako se včasih zatakne v nekih kotičkih, ki so v prvem obisku ali pa v prvem pogledu na vse tisto materialno, mogoče sploh težko opazni. Zato tukaj na tej razstavi v bistvu do izraza prihaja svetloba, sence in pa jasno, kot že rečeno, praznina. Drug spekter, pojmovni spekter, na katerem pa se spet dogaja ta razstava, pa je spekter med domačnostjo in tujostjo. Torej, če rečemo, da za percepcijo prostora tisto začetno praznino nekako zapolnjujemo, lahko potem takem rečemo, da tisto, kar je domače, tisti prostor, ki nam postane domače, tisti, ki ga uspemo nekako najbolj zapolniti. Ampak jasno, tudi ta percepcija se spreminja, tudi domači prostori postajajo tuji in obratno. To v bistvu nakazuje pa tudi sam naslov razstave. Nalašč zapisan v angleščini, Darling, the roof is leaking. Po eni strani pomensko nakazuje na to domačnost, na dom, po drugi strani nakazuje ravno na to, kako izmuzljiva percepcija vsakega prostora je. Po drugi strani pa je zapisan v angleščini ravno zaradi tega, ker gre za tuj jezik, ker nakazuje torej na ta drugi spekter dojemanja vsakega prostora. Torej, kot že rečeno, vsa dela izhajajo iz risbe, v resnici pa se potem v naslednjih fazah spreminjajo na način, da sama postajajo nek nov prostor, z vklapljanjem v obstoječi galerijski prostor pa tudi tega dodatno sooblikujejo. Zato jasno ta risba izstopa iz dvodimenzionalne oblike in še kako v resnici postajajo trodimenzionalne. Jasno najprej z samimi nosilci, samimi deli, potem pa tudi s temi efekti, ki jih v resnici ta dela proizvajajo, sencami, ki nastajajo, z odsevi, ki jih lahko opazujemo. Odsevi, ki nekako potem poskrbijo, da iz dveh različnih gledišč nikakor ni mogoče dobiti enake percepcije tistega, kar se pa spet dogaja v resnici nad nami in si te slike nekako ne moremo sestaviti. Tako spet kažejo na fragmentarnost percepcije, na njeno po eni strani neponovljivost, kažejo na to, da je po eni strani prvi vtis neponovljiv, po drugi strani pa spet vsak naslednji, če tudi vmes od prvega vtisa do naslednjega nastopi pa še mnogo drugih faktorjev, ki poskrbijo, da je vsak vtis nekaj svojstvenega. Rakova jelša me je seveda tudi nekako inspirirala skozi svojo lastno tipično arhitekturo. Zdaj, za njo je značilna tudi ta črna gradnja, za katero je pač značilna ta organski razvoj in se mi zdi, da to je skupno tudi mojemu procesu, ki se razvija zelo organsko in pač posledično na nek prejšnji korak. Potek procesa je bil nekako tako, da se je vse začelo z risbo, torej z skico, ki je bila potem naslednji korak je bila natančnejša risba, iz katere je nastala maketa. Ta maketa je potem spet metala neke sence, ki so se spet pretvorile v risbe. Torej, ključni material je tukaj papir in potem, ko sem papir prepognila, je kar naenkrat spet dobil neko tridimenzionalno formo. Uporabljala sem tudi prosojni nosilec, ki pač še dodatno opozarja na to prepustnost in povezuje prostore med sabo. Tako da gre res za neko enotno izhodišče, ki se pa potem nekako razkropi po različnih interpretacijah skozi različne materiale. Celotni projekt je v bistvu zelo fragmentiran in se v bistvu zatem, ko podobo razbijem, se ta nikoli zares ne sestavi skupaj in pač vedno ponuja neke nove poglede, neke nove interpretacije. Tako, ja.